Pozdravljeni, moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapevt. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakodnevnem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se, pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak torek ob 17. na Ljubljana TV. Dobrodošli, pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Z menoj danes je izjemna čudovita gostja, univerzitetna diplomirana komunikologinja, ki deluje na področju tržnih komunikacij in odnosov z javnostmi. Hkrati pa je povezovalka dogodkov ter pobudnica in aktivna soustvarjalka v iniciativah, ki doprinašajo k bolj vključujoči sodelovalni družbi ter dvigu zavesti v njej. Je ustanoviteljica povezovalnega polja Envir ter avtorica in izvajalka programov za prebujanje ter uravnovešanje ženskega principa delovanja. Deluje na področju vodenja ženskih krogov, delavnic in drugih izobraževalnih programov namenjenih spoznavanju notranje dimenzije človeka. Na tem področju deluje že 10 let doma in tudi v tujini. Je iniciatorka več iniciativ, ki doprinašajo družbi. Recimo World of Synergy, mednarodna izkustvena konferenca o voditeljstvu, Glas Celjank, kooperativa Zavod za povezovanje 2030 in iniciativa Glas Slovenk. O tem bova tudi danes kar precej govorila. Pri svojem delu izhaja iz lastne prehojene poti, izobraževanja in osvojenih spoznanj. V njem pa združuje participativne metode, meditacijo, gib, poglobljeno komunikacijo, umetnost ter modrost srca. Kot dolgoletna plesalka sodobnega plesa v Plesnem forumu Celje je aktivno plesala kar 16 let, se zaveda tudi pomena giba in seveda njegove zdravilne pomoči pri pomoči sočloveku. Navdih črpa iz narave, umetnosti subtilnega zaznavanja nevidnih razsežnosti življenja. Zdaj pa še krajše, kot sama reče, v resnici je povezovalka besed, dogodkov, ljudi in svetov. Dobrodošla, Andreja Cepuš, danes v naši družbi v oddaji Prebujeno srce Slovenije. Lep pozdrav in hvala, Dejan, za ta kar obširen uvod in predstavitev. Če človek je bolj aktiven v družbi, mi je to najtežje strniti, s čim se ukvarjam, ampak ta krajša mi je najlepša. Krajša je najlepša. Super, super. Mogoče za začetek povejva kaj o tej iniciativi Glas Slovenk. Kaj to sploh je za naše gledalke in gledalce, da bodo malo vedeli, kaj je namen, kaj je tista srž te iniciative? Glas Slovenk se je zgodil kot neka vizija ali pa navdih, ki je nekako prišel skozi mene, in to v decembrskem času, pravzaprav se mi je to zgodilo novembra, bom rekla, in kot vizija, da je zdaj v tem trenutku v Sloveniji čas za malo navdiha v družbi in da ta navdih lahko prinesejo na plano ženski glasovi. Ženski glasovi preko pesmi. Zato je ta iniciativa, ko sem jaz sem poslušala ženski pevski zbor Lili takrat s pesmijo Moja dežela, ki premierno so jo lani julija, mislim, da na Ptuju zapele. Predstavlja svoj videospot takrat. Sicer je ta pesem avtorstvo Janija Goloba, skladba in besedilo Dušan Velkavrh, se pravi, je že starejša pesem, ni zdaj nova, ampak v tej izvedbi z ženskimi glasovi se me je dotaknila, ker sem zagledala sliko, kaj se zgodi, če je ne sam zbor, ampak en polje žensk, ki stojimo in prepevamo s svojimi glasovi Moja dežela na ves glas. Jaz sem dobila mravljince po telesu in sem takrat malo
se mi je zdelo, da ne bi bilo slabo, da to v tem času zares naredimo, da to prinese na plano, se zgodi neko polje ljubezni, temu jaz rečem. In da to rabi v tem trenutku Slovenija. Potem sem malo poizvedovala, ne, če kdo misli, mislim, tako, kaj bi naletel v javnosti, kakšen odziv bi dobila, če bi se to zgodilo. Ne? In so se ene ženske takoj javile in so rekle, dajmo to uresničiti idejo. In to je bil moj trigger. Sem rekla, ok, če je to res, pa dajmo. In pobuda je potem prišla ven za decembrski solstici. 3 dni je bilo povabilo, da 3 dni ob 12. uri pojemo na glas in to pomembno je bilo pa to, da ni potrebno biti pevka za to. Ampak je pomembno, da svoj srčni glas izrazimo na glas. Skozi to pesem. In damo nek tudi, v bistvu damo vizijo, kakšno deželo želimo živeti in kdo v resnici smo, ker ta moja dežela ima čudovit tekst. V njem je zajeto bistvo naše dežele. In mislim, da smo ta srčnost. In ko jo damo ven skozi ženske glasove, in ko ženske, ki niso pevke, ne, so ali niso, ni sploh pomembno. Pomembno je, da to, kar smo, svojo esenco, damo glas. Tako je. To se je zgodilo preboj in naenkrat je bilo več kot 3000 udeleženk vključenih v pobudo, celo Slovenijo smo pokrili, imeli smo zemljevid Slovenije nared, da smo videli, odkot smo in se je ta povezanost videla, občutila. In tudi iz tujine, ženske Slovenke, ki živijo v tujini, so se priključevale svoje posnetke, delile na Facebook strani Pobuda Glas Slovenk. Ja, Facebook strani. Tako, ja. Tam jaz sem rekla, ne, delujmo iz tega, kjer smo. To je pač, če imaš nek navdih, dajmo narediti iz tega od tu, kjer smo. In ja, mislim, da se je zgodilo v tistih 3 dneh in še kar cel teden je, po mojem, vse skupaj trajalo, ampak res navdih v deželi slovenski. In eno sonce. Tako da to je bil ta glas Slovenk in veliko žensk je tudi res izrazilo ta glas, ko ga mogoče prej ni in so ugotovile, da v bistvu je v njem moč in da se ob tem dobro počutijo. In če mi izrazimo to, kar smo, je to največja, ni sam preboj, ampak skozi to se lahko dejansko povežemo. Zato, ker se slišimo. Tako. Torej, po poklicu komunikologinja, po duši pa glasnica, prebujevalka avtentične ženske energije. Ne? Tudi predsednica mednarodne organizacije All Ladies League za Slovenijo. Bivša, ja, zdaj že. Torej, to je največja mednarodna mreža žensk na svetu, ne? Globalne ženske zbornice tudi. Ne? In pa seveda govornica si bila tudi na Women Economic Forumu v Sloveniji. Mogoče kakšna beseda še od tega področja delovanja? Ja, pot me je tako vodila, ne? Življenje te vodi različne stvari, ampak sama se od nekdaj, me je samo življenje pripeljalo, da sem se vedno z ženskimi krogi in žensko energijo med tem znašla, se učila, spoznavala in dejansko dokler nisem dojela, da je to nekaj, kar je v resnici mojega, dušnega in lahko dam naprej. Ne, odpiram ta prostor v našem prostoru, da se avtentični ženski princip začne prebujati. In na tej poti sem prišla tudi v stik z Women Economic Forum v povezavi z All Ladies League, ki je del All Ladies League organizacije iz Indije. In sem prva Slovenka bila v New Delhiju na tem Women Economic Forumu. Ja, to je bila moja prva, je prišla do mene, sem se odločila, da grem tja. In v bistvu sem naredila stik, so me povabili za govornico in to je bila 2016. leta. In potem ko sem bila tam rekla, tam sem pa spoznala to globalno povezano žensk, ker smo prišli iz vsega sveta tja. In je bila nova izkušnja ali pa spoznanje, kaj pa pomeni globalno srečanje in povezovanje skozi ženski glas. In to je bilo zelo močna izkušnja, no? Zelo močna, ker ti da še novo dimenzijo dojemanja, da lahko ti glasovi dejansko premikajo gore. Ja, to, kar je že Katarina Habe rekla, ne, tudi čudovita glasbenica, ne, psihologinja. Absolutno, zelo moja dobra prijateljica.
In kriva, da sem danes tu. Ja, tako Hvala, super. Katarina. Hvala, Katarina, dala priporočilo. A ne? Ja, torej glas, ne, vibracija, zvok, to je tisto, kar zdravi v resnici na vseh nivojih, a ne? Ja, vse te, kar sva zdaj delila, ne, ta Women Economic Forum, sam da mogoče skončam misel, potem se je zgodil tudi v Sloveniji lani. Ne, in lani sem tudi predala moje predsedstvo Lady Slik naprej, drugi, Lidiji Pavlin. Tako da, in to je ena taka lepa, bila izkušnja povezovalna, ne, v celoti, ampak zdaj, kaj je pa tistega, kar našega, ne, povsod je ta glas prišel na plano. In vibracija, in zvok. In izkazuje se, da ko znotraj sebe odkrivamo ta svoj avtentični delček, ko odstranjujemo vse plasti, ki olupimo čebulo, tako, ne, ki in odlagamo svoje lastne maske. Tako, in bremena. Ja. In bremena. Vzorce, prepričanja, čustva. Evo, točno to. En kup. Ne, ja, kup tega imamo. Tega imamo, ja. Ja. In ko to zavestno na tem delamo in počasi odlagamo eno drugo, plast za plastjo, no, rekla, se dotaknemo svoje te izvorne esence. Ko se enkrat dotaknemo, jo ne moremo več pozabiti. Ta prežame naše celotno biti in naše celotno delovanje in vemo, da smo v resnici celo življenje na to čakali. Ne? Ko pravimo na nekaj čakamo ali pa nekaj želimo, ja, sami na sebe. Točno to, ja. In to se zgodi, to da novo vibracijo našemu glasu. To da v bistvu to resnico na plano. In skozi glas pride na plano ta resnica. In to dela spremembo v družbi. Zato, ker se vsakega lahko dotakne. Ko pride skozi nas resnica, se dotakne in pusti sled, ker vsakogar spomne na svojo lastno, esenco. Ja, to je to, ja. Odlično. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj čudovita gostja Andreja Cepuš. Pogovarjava se o zvoku, o glasu, o zdravljenju z zvokom. Zdaj pa gremo še na eno področje, v bistvu te družbe. Torej, precej dolgo je v družbi veljal ta moški princip, ampak ta ranjen moški princip, torej, izražal se je s tekmovalnostjo, z borbo, z tem egom, kdo bo prvi, kdo bo zmagal in tako naprej. Ne? In po drugi strani, ženske so vedno bolj bile v tej moški energiji. Ne? Niso uspele izražati sebe, tisto svojo nežnost, čutnost, ranljivost, morda sočutje, ne? Ker so dejansko morale vse skrbeti. Moški je šel delati, ga cele dneve ni bilo in ženska je skrbela, ne, kot pravimo, za 3 vogale oziroma za 4 včasih. Ne? Tako da na tem nivoju, kako zdaj zdraviti ta moški princip in kako lahko mogoče ženska tukaj doprinaša, kakšna beseda? To si zdaj dal tako lepo, pa tudi kar obširno, pravzaprav istočnico. Ne? Ja. Je mogoče kompleksna tema, ampak v resnici zelo pomembna za ta čas. In ko si omenil ta moški princip, kako se izraža, v resnici še vedno se ne. Če pogledamo današnjo družbo, ga zdaj vidimo pred očmi direkt takšnega, v smislu, ki nam ni, ne? Ki ni uravnotežen. Po drugi strani pa je ženski princip v zadnjih letih naredil, se mi zdi, velik skok v svoji rasti, v osebni, v razvoju in v tem, da je ženska začela dojemati, da ne more več v teh moških čevljih hoditi. Utrudila se je. Ker je naporno. In še vedno še vedno je to prisotno. Še vedno je prisotno to predvsej v družbi, ampak se mi pa zdi, da je vseeno ta preskok pa se je že naredil, da je veliko žensk dojelo, da mora stopiti korak nazaj in se vrniti v svojo esenco pozabljeno. In ta esenca je res ta ženstvena esenca. In to je
to je avtentičen ali pa ta prebojen ženski princip, kakor mu pravim, pa da ne bo pomote, imamo vsi in ženski in moški seveda, princip. vsi smo balans, ne? Par procentov moški, več moške, nekaj procentov ženske, več ženske, ampak smo balans. Ta yin-yang, ne? Tako, ta yin-yang se vedno v nas se prepleta. S tem, da ženske pač vseeno imamo mogoče malo več, ako si rekel, tega ženskega principa in v osnovi naša esenca nosi ta yin princip na planu ali pa princip, ki se izraža skozi sočutnost, skozi ženstvenost, skozi senzualnost, skozi sprejemanje, ne? Skozi kreativnost. Ženska je kreativnost, je ustvarjalnost. Ženska je začetnica kreacije, ne? Tako, to, ne? Medtem ko moški je pa manifestacija. Manifestacija, ja. In ženska pač ni linearna, je ciklična. Skozi ciklično menstruacijo, skozi cikli, ja, tako, skozi cikle smo povezane z naravo, z cikli narave. In tega se je bilo potrebno spet spomniti in se nazaj uskladiti na naravni ritem, svoj naravni in s tem v ritem matere zemlje, ne? Ki je neka naša bitnost, s katero smo zelo povezane ženske. In včasih, ne, v teh matriarhalnih družbah so bile ženske ali pa recimo so takrat, kadar so imele menstruacijo, so šle v rdeči šotor, se je temu rekla, ne. Cela skupnost v vaseh, takrat so šle ženske posebej, moških so jih pustili, ker takrat je ženska zelo povezana z vsemi univerzalnimi silami, zemeljskimi in kozmičnimi. In je odprta takrat prevodnica za vizije. V tem času so ženske v tem rdečem šotoru dejansko dobile vizije, tudi temu so bili namenjeni ti šotori, ne samo za njihovo nego, ne, da se v tem prostoru zberejo in se negujejo v tem času, je to posvečen čas bil, ampak tudi zato, ker so dobile vizije za celotno skupnost, usmeritev, kaj je za naslednje leto za to skupnost, za to vas pomembno. Ali bo, ne vem, lahko so dobile, da bojo se morali preseliti, ali da bo prišla nevarnost, ne, odvisno, ne vem, ampak nekako vizijo usmeritev. In moški so čakali na to vizijo, da so podelile, ko so prišle iz šotora. Takrat se je ta vizija podelila in oni so potem vedeli, kako delovati naprej kot skupnost. Ker so to podprli in so zelo spoštovali ta del. In ne mislim, da bi danes morali stopiti v matriarhalno družbo, ampak če se pa ženska pa ima sposobnost dobiti te vizije za skupnost. Ta ženska intuicija, ne? In mi v današnjem času potrebujemo skupnost. Skupnost nas bo rešila, nas bo pripeljala naprej. In ženske imamo sposobnost dobiti vizijo za naprej. Skozi naše glasove se lahko nekako ta sočutna, vključujoča vizija, v kateri je obojena vez z naravo, vrne in zariše smer. Ampak to se zgodi, ko je ta avtentični princip prebojen. In to začne zdraviti moški princip. Zaradi tega, ker ko to moški princip začuti, se spomne, da to pa je tisto pravo. To se ga dotakne. On takrat dojame, rabi nekaj časa, ne? Zdaj govorim, kaj v osnovi, to je proces, ampak moški princip reče ja in se spomne, moja vloga pa je, da to podprem. In da zdaj vem, zdaj imam spet smer, zdaj čutim lahko svojo moško energijo. Zdaj vem, v kam delovati in gremo skupaj naprej. Zdaj lahko ta bojevnik luči. Tako. In ker ta glas ženski, ta vabi moškega zraven, ga ne izključuje, to daleč od tega, to je bila napaka družbe, kar smo se izključevali. To je vključujoč, ampak mora biti zato, da lahko moški, ker moškemu je bila v neko mero odzeta njegova moškost, ker moška energija, njegova esenca, njegova smer, ko so ženske stopile v moško vlogo. In so bili zgubljeni, ne? Mislim, ste bili. In potem, ko ženska pa povzame in začne svoj princip ženski nazaj postavljati v svojo pravo esenco, da tudi prostor moškemu, da lahko moški najde spet svojega. Se ponavadi je tako, no, jaz vidim, najprej ženska začne delati na sebi, ne, pa moški sledi, ponavadi je tako. Res, ne? Mislim, ja, to je dejstvo, nekaj, pa ne, da bi to hoteli, ampak je res, je res, jaz tudi to vidim. Ste pobudnice, ste res. Ja, se mi zdi, da res mogoče, ko začutimo, res je, da intuitivni del je močan in zdaj,
če moški to dojame, začne tudi lahko zgraditi svoj moški princip nazaj. In začuti spontano notranjo željo, da zraste, da zgradi nazaj svojo bojevniško moško energijo, ker si želi to svetost življenja, ki jo ženska lahko na plan prenese, zaščititi. In mi rabimo take moške. In zdaj, sploh zdaj rabimo bojevnike luči, ne, ki bojo zaščitili, podprli in dejansko uresničili skupaj z nami to vizijo. Ker vi ste tisti, ki pa lahko to izpeljete, ne, v tudi fizični realnosti. Se ne da mene, ampak na drug način. In rabimo pa... V ozadju delujete, podprete, moški pa naredi. In držimo ta prostor, to polje ljubezni v resnici. Tako, tako. In se hkrati potem, zdaj, jaz tako vidim, da v bistvu ženske so kar naredile velik preskok že, da zdaj pa na moških, ne, tudi, da nekako moški mogoče rabijo na začetku malo časa, ne. Se mi pa zdi, da pol naenkrat lahko naredi ta klik. Ja, se mi zdi, da moški se prebudi, ne. Ja. Naredi pa hitreje preskok, ne. Tak imam jaz tudi občutek. Rabi mogoče na začetku več časa, da se odloči, pa v bistvu pride njegov čas, pa bum, pa naredi. Evo, ja, se bi rekla, se strinjam čisto. In to se mi zdi zdaj tak ključnega pomena za trenutek, v katerem smo, ne, kot družba, ker na ta način bomo ohranjali, bomo svojo srčnost, modrost, v bistvu se zgodi modrost srca skozi to, ne. In to zdravi celo družbo. In to nas spominja, kdo smo. In nam da tudi, nam da pravzaprav vizijo, kam lahko saj in zdaj gremo, da ne vidimo zdaj brezizhodne situacije, ampak da vidimo, da pa je rešitev, da pa je smer nova, v katero si pa želimo in zaradi tega, ker ta postavlja nazaj harmonično življenje, takšno, kot smo ga pozabili. In smo šli zdaj v proces destrukcije, tukaj je pa proces kreacije. Ja. Kako ti v bistvu vidiš ta korona čas? Recimo, korona v sanskrtu je milost, ne? To sem zadnjič izvedel, ne? Je milost z višjih nivojev, ker tako, kot smo zdaj živeli, ne, človeštvo ne bi moglo teči naprej, ne? Kako mogoče ti vidiš kakšna beseda v tem korona času in kaj je zdaj tukaj za narediti? Kakšna je ta priložnost? Ja, ni čisto enostaven čas, je naporen, v resnici. Težek čas. Ne? Tako bom rekla, je naporen. Po drugi strani je pa to čas, ko dejansko je pa milost tudi v njem, ker smo dobili res dober opomnik, ker ni več heca, da se spomnimo, da premislimo, v katero smer želimo iti. In se mi zdi, da je to čas, ko je dejansko odstranil vse maske in nam pred očmi pokazal, v kakšni sliki dejansko živimo, ne samo zdaj, že dolgo časa. Da maske, ki jih zdaj vidimo na obrazu, simbolika, ne? Maske. Zdaj jih samo vidimo, prej smo tudi hodili z njimi, pa samo nismo videli mask. Točno to. In vse, kar vidimo v družbi, je pravzaprav prisotno že milijone let in se ponavlja v ciklih. Mislim, da ko pogledamo iz druge strani, tako surovo je in to nas lahko strezni. Po drugi strani, ko pa pogledamo, vse se je ustavilo na neko mero. Nikamor nismo mogli več zbežati drugam kot v sebe. Točno to, ne. Torej, zdaj ne moramo več bežati, ne moramo več iti v neke odvisnosti, ne vem, se družiti, tako kot smo prej lahko, ne, pa bežati v neke odnose, ki niso najbolj konstruktivni, ampak zdaj je čas za obrat vase, za iti globje, za pogledati svoje resnici v oči, naliti si čistega vina, ne. Prav to, naliti si čistega vina in res globoko in premisliti, a res želim podpirati ta svet. Mislim, to smer. A želim jaz v to smer, ali v katero smer želim. A nisem kaj pri sebi uresničila še, kar pa bi si želela, pa nisem zaradi tega, ker sem dajala energijo drugam. Kdo sem pravzaprav jaz zdaj v tem času? Tako je. In to nam daje ta čas in se mi zdi, da milost je v tem, ker se rojeva, po drugi strani vidim rojevanje novega sveta. In če kdaj imamo zdaj priložnost, mislim, da je zadnja.
In tu zdaj ni več heca, ne? Ni več Zdaj se heca, gre ja. za res. Zdaj Tako. vse, kar smo se v preteklih letih smo razmišljali, se učili in to Ja. je čas, da dati v prakso. Tako, da končno začnemo živeti, a ne? ja. To, kar smo nekako vedno vedeli, pa dejansko nismo znali Ja. morda iti v nekako kreacijo tega novega sveta, a ne? Točno to. Ja. In zdaj imamo priložnost, da res ustvarimo drug svet na drugih temeljih. Tako. To na temeljih v resnici polja ljubezni. Ne? Kar se, če želimo še kot človeštvo in kot civilizacija preživeti in iti naprej, mislim, da je ključen ta stik, da obnovimo življenjski stik z naravo, Tako. s sabo Tako. in z celotnim stvarstvom. Ker mi smo del tega, Tako. smo pozabili Tako. in smo namenjali pozornost drugam. Ja. Ampak zdaj Smo nas... val v tem oceanu vsega obstoja, vse kreacije. Ne? Bova zdaj šla na en kratek predah, Okej. Zelo zanimivo klepetati s teboj. Tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Dobrodošli, pozdravljeni še v tretjem delu oddaje Probojeno srce Slovenije. Z menoj čudovita, krasna Andreja Cepuš. Pogovarjava se torej o moški, o ženski energiji, o tem principu zdravljenja, o odnosih, o vsemu, kar se zdaj dogaja v družbi, kako v bistvu zdaj v teh prelomnih časih iti na višji nivo zavesti. Kot pa vedno vsi vemo, v bistvu takrat, ko imamo določeno krizo, takrat ko se nam zgodi nekaj težkega, ali zbolimo, ali nam kdo umre, takrat se šele začnemo ukvarjati pravzaprav na globih nivojih sami s seboj. In tudi za Andrejo je bila prelomnica mamina smrt, a ne? In takrat v bistvu si se začela dejansko bolj še poglobljeno ukvarjati s sabo. Mogoče kakšna beseda na to temo še? V bistvu sem se že prej, Ja. tam je bila neka ta duhovna ali pa svoja osebni razvoj že skozi, dano, se mi zdi od mladih let, da čutim to v sebi in razvijam. Prelomnica pa je bila res, to je bilo 2012, ravno ta letnica. Ja. Ob mamini smrti, prelomnica je bila v smislu, ker me je res postavila na pot, ta izkušnja, svojo dušno pot, no, tako bom rekla, da sem bolj začela poglabljati vedenje, da nimam več časa čakati, da soočenje s smrtjo ti po drugi strani razkrije, da imamo v življenju trenutek in da je pomembno, da se zavedamo v tem trenutku sebe in da res je škoda izgubljati čas za stvari, ki malo ti prioritete prepostavi v življenju. Kaj je zares pomembno, kaj pa zares ni pomembno. Kaj je zares pomembno, kaj ni. In potem še te mamine besede, ko mi je rekla, pač v tem njenem prehodu sva midve res veliko komunicirale in bom rekla, sem z njo razdelovala vse njene čustvene stvari in se mi zdi, da je to bilo taka lepa izkušnja. Mislim, v bistvu lepa izkušnja. In ona je rekla, Andreja, ti bi se morala ukvarjati z ženskami. In to sem vedela in to mi je bil tisti košček, moj preobrat, premik, da vem, da v resnici, da to nosim in takrat se je začel res na to pot poglobljeno odvijati in se mi je tudi začelo odvijati v to smer. Od vseh teh ženskih delavnic, krogov, prebujanja te energije v družbi, odpiranja prostora za ženske, da spoznajo ta avtentični del, da zdravijo svoj princip in da dejansko pridejo do te modrosti srca. No. Tako. Torej v nas živi in mama, in oče. Oba moški, ženski princip. In kakršne vzorce smo pač imeli v tej naši primarni družini, to se tudi potem odraža v odnosih, kako delujemo navzven. Absolutno, ja. Vse se odraža in vedno, ko se spuščaš v sebe, se spuščaš tudi svoje prednike. Tako. Zdraviš potem linije nazaj. Za nazaj. Ampak, ko narediš za nazaj, narediš tudi hkrati za naprej. Točno tako je, tudi za potomce. Teda v bistvu odpiramo prostor tudi za naprej vsem. Se mi zdi, da smo taka generacija, malo most zdaj gradimo. Tako je. Zdaj vsi govorijo o tej tako imenovani peti dimenziji, nova zemlja, nekaj novega nas čaka, ko bomo živeli odnose, ljubezni, sočutja, te enosti, resnice. Kako ti doživljaš ta prehod zdaj?
Ja, mi smo dejansko res v tem prehodu, ampak ta prehod doživljam predvsem tako, da ga moramo sebi narediti. Ja. In se osvobajamo vseh še svojih, to so zelo subtilne stvari, to je kar never ending story. Ne? Ja. To so take subtilne stvari, moraš biti zelo iskren do sebe. In vidiš, da v bistvu nismo še bili čisto svobodni. Ta dimenzija zahteva svobodo. Tako. Nam kaže jasna slika od zunaj, da nismo svobodni, ampak tudi znotraj sebe. Tako, znotraj smo ujetniki v svoji lastni ječi. Lastni ječi. In zdaj to situacijo lahko prezrcalimo na noter in rečemo, kje je moj, katerih avtoritet znotraj sebe se bojim, katerih, kje je moj ječar, kje je moj ječar, kje nimam odprte kletke. In to osvobajanje nas vodi izven te matrice. Matrice, ja, 3D. Tako, in skozi to začnemo osvajati novo vibracijo, nove opcije, nove možnosti sveta. Nova zemlja se rojeva skozi nas. Tako. Ampak mi smo tisti, ki jo bomo tudi morali, tako se mi zdi, aktivno prinesti v življenje. Ena stvar, začne se tu, ne, znotraj sebe. Torej, vsak posameznik je pomemben. Vsak posameznik je pomemben. In doprinaša k kolektivnemu dvigu. Ja. In to skozi sebe. In to je dovolj zdaj. To se moramo tudi spomniti v tem času. Recimo, jaz sem se na začetku te situacije zelo ukvarjala s tem, kaj je moj košček, kaj naj zdaj doprinesem. Počutila sem se odgovorna. In potem sem videla, da ne. Da sem morala tudi odložiti eno vrsto odgovornosti, da pač ni na meni zdaj v tem trenutku dovolj, da razvijam svojo notranjo vibracijo, da držim svojo notranjo esenco, polje ljubezni v sebi. Tako je. Ampak, ko bo čas, bom vedela, katero akcijo pa narediti in z tega prostora ven. Ker to se širi, to je zdaj nov princip. To se mi zdi, da je princip nove dimenzije, v katero hodimo, je drugačen princip delovanja, kot v tej. Ni vse, da moraš nekaj narediti, skratka se trudi. Ta lahkotnost, radost, igrivost. Bolj je vibracija. Vibracija. In ta vibracija se širi navzven in se dotika in deluje. Ker vpliva na nekoga, ko zraven stoji in tudi njega spominja na svoje. In več, ko nas je, bolj se spreminja, se topijo zgornje strukture, bolj odpadajo. Ne? To polje ljubezni tu drži polje, zato da se te ko sladkorne kocke topijo. Zdaj mi moramo samo to zdržati. Je pa dejstvo, da je tudi delovanje pomembno. Ne? Ker delovanje, ampak skozi to vibracijo. Tako da tu pa pač vsak mora svoje darilo na plan prenesti. Zato moramo vedeti, kdo smo. Zato, ker tudi te koščke zdaj sestavljamo v skupno sliko. In to nas bo, s tem bomo nov svet, novo zemljo, skreirali mi sami. Sami. Torej, mi smo tisti, ki smo soodgovorni. Mi smo, tako. Ne moramo čakati na nekoga od zunaj. Da nas bo nekdo rešil, pa ne vem kaj. Ali pa se bo zemlja takrat pred nami prikazala. Tako, ne bo. Mi moramo sami v njo stopiti, ampak jo tudi skreirati skozi dejanja, skozi fizične. In to so lahko mala. To je mogoče, se začne se z malimi koraki. Ne? Ni treba misliti, da moramo svet rešiti. Dajmo začeti sebe, družino, iz družine na službeno okolje, iz družbeno okolje. In če vsak to naredi, smo pa že veliko naredili. Pa integriteta, ta je zdaj pomembna. In vedeti, dokje je moja prostor, ko lahko rečem ja, dokje pa ne. Tako, postaviti jasno mejo ljudem. Postaviti jasno mejo in za njo stati. In ne glede na vse. Tako. Ne glede na, in če me je strah, da bom dobila ne vem kaj, jaz se moram odločiti. Včasih bo treba to narediti. Torej, odločitev zase, iz ljubezni do sebe. Tako, to je tisto. To se mi zdi, da prihaja zdaj ful v spredje. No? In da s tem postavljamo temelje novemu svetu. No. Tako je, torej ta avtentičnost, pristnost, iskrenost, jasnost, ko povemo res iz srcem, s sočutjem, ampak hkrati še vedno jasno in odločno. In to, tudi ženski princip pravi, je sočuten, nežen, ampak ni samo to. Tako je. Je tudi ženski princip je tudi zelo močen in lahko z mečem zelo dobro
odreže ali pa postavi. Čeprav žensko bojevnico vidim tudi, da lahko drži meč in je to dovolj. Ni treba niti kaj narediti z njim. Tako. Samo je tam, stoji. Tako. Je tudi ta moč in odločnost in jasnost v glasu. To je materinska energija, ki zaščiti svoje otroke, svojo skupnost, svojo družbo in čez to ne gre in to rabimo danes. Ker ve ženska, kaj je ta skupnost. Moški pa tudi pol to zna uresničiti oziroma zaščititi in podpreti. Tako da skozi sebe, skozi dvigovanje, skozi osvobajanje od lastnih ječ in zaporov in notranjih tako, ujetosti, v katere smo se dejansko. To dviguje našo vibracijo. Tako, torej več plasti čebulice, ko olupimo, globje gremo do svojega jedra, bistva srca, in potem lahko živimo ta svoj polni božanski potencial. To, kar že tako od nekdaj smo, pa smo pozabili, ne? Točno to, ne. Ja. In zdaj nas stiska, ne? Zdaj matrica nas pritiska. To je tako diamant, se zbrusi, pod največjim pritiskom nastane diamant. Tako. In zdaj se mi zdi, da je eno tako obdobje, da je hud pritisk, ampak hkrati je priložnost, da se obrusimo in da svoj diamant damo na plano. Tako. Ker ga življenje rabi. Tako, da zasijemo, v svoji luči. Da ta košček, ne glede na vse, da ne pustimo, da so naše misli ujete. Da si vzamemo prostor, da začnemo razmišljati svobodno, da začnemo razmišljati z zdravim razumom, da aktiviramo to srčnost, to človeškost, ker to je to, kar nas povezuje. Tako. Jaz sem zdaj prosim začutil, kako se res podobno misleči, povezujemo v eno mrežo, tudi pred oddajo sva se slišala, sva se pogovarjala, kako smo res povezani in tako se vedno ta pravi skup najdemo in se kar začutimo, Evo in to je ta princip, točno to, in ta mreža, nekaj nas je. Tako, kar precej nas je v Sloveniji, ta love, dajmo upravičiti, da imamo ljubezen, edina država na svetu, ki ima ljubezen v imenu, To, in jaz mislim, da Slovenija res ima možnost, ima ta potencial. Je pa na nas, spet, da ga uresničimo, ampak dajmo, čas je že. Čas je, ja. Odlično. Zdaj pa te vabim, Glas Slovenk, da nam nekaj zapoješ. Lahko je en izziv, mogoče karkoli, lahko je moja dežela, lahko je karkoli začutiš. To je zdaj izziv. Izziv, ja. Ker, ta pobuda je bila, jaz sicer nisem pevka, sploh ne. Ja, si mi rekla, da nisi pevka, ampak vse večina ni pevk noter, pa kaj delate? Kaj delate s svojim glasom? Glas še vedno se dovija in jaz čutim, da je fino, da res nadaljujemo s petjem, da pesem nas spomne, kdo smo, nas povezuje, dviguje vibracijo in ustvarja to polje ljubezni. Tako. Pa še vizijo Slovenije lahko začrta. Tako. In zato ima smisel. Sam zdaj jaz za pet to, ne? Izvoli, vse je v redu. Jaz se bom sam prepustil, ti pa kar uživaj. To si ne bi mislila, da bom naredila. Veš kaj, izzivi so. Na televiziji. Ampak ne bo za Glas Slovenk. Ne bo za Glas Slovenk, no dajmo. Pa ne bom cele, sam... Prav, en del, kolikor začutiš. Za mojo deželo. Ja. Moja dežela, to je njena lepota. Moja dežela, mi smo njeni ljudje. Lepo. No. Lepo, hvala. To je bil moj glas, kakršen koli, ampak evo od tu. Je bil od srca. Iz srca, super. Predmeta nimaš s sabo, ne? Nek predmet, ki ga ponovadi gostje prinesejo. Predmet nisva rekla, ne? To pa nisva rekla. Ampak mogoče nekaj tako, kar ti pade zdaj dol. Ne rabi biti fizični predmet, karkoli. Do česar gojiš ti poseben odnos. Do srca. Evo. Roka mi gre sem, tako da bi sem rekla, jaz res vidim kot ključ ali pa kot ta ključni člen zdaj v tem času modrost srca. In modrost srca pomeni, da je srce odprto, postavljeno v izvorni esenci, v uravnoteženi ženski in moški energiji.
in ker se skozi njo rodi ta nedolžen otrok, ki pomeni modrost srca, ki pa širi resnico v prostor. Wow. Hvala ti, Andreja, da si prinesla danes svoje srce, svoj prekrasen, čudovit glas. Še bi klepetov s teboj, nažalost je ta relativni čas iztekel. Tako da moj poklon, res moje spoštovanje, da si. Hvala za to, kar delaš in res samo tako naprej. Hvala tudi tebi, Dejan, in hvala za to povabilo in priložnost. Res. Hvala. Hvala, gledalke, gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v oddaji Prebujeno srce Slovenije. Glejte nas vsak torek na Ljubljana TV. Se že veselim prihodnje oddaje. Hvala vam, ker ste.